Živijo družba, spet smo skupaj, kar lahko pomeni samo eno. Ponovno bomo delili srečo. V okviru naše akcije Prazničnih hvala se bomo zahvalili tistim, ki nam tekom leta lajšajo življenje, ki nas razveseljujejo, budrijo, včasih pa tudi tolažijo, ko je to potrebno. Obljubljam vam, da vas tudi današnja zgodba ne bo pustila ravnodušnih. No, ampak preden gremo pa na obisk, je pa treba seveda do konca napolniti še našo košarico dobrot. Če srečo deliš, se podvoji. In tudi jaz sem zelo vesela, da imam dva tako super pomočnika, kot sta Čili iz Novic Svet 24 in naš slonček Hvala, ki mi bosta seveda danes pomagala predati darilo medicinski sestri Saši. In veste, kaj je Čili in slonček? V bistvu imata vidva kar nekaj skupnega z našo današnjo nagrajenko. Tudi vidva sta vedno prijazna, pripravljena pomagati, dobre volje. No, jaz bi Sašo res iskreno rada presenetila in obdarila z nečim, kar ji bo veliko pomenilo. Ampak kaj, ko ne poznam njenih najbolj skritih želja? Kadar ne veste, kaj bi poklonili nekomu, ki si zasluži vse in še več, je najboljša izbira kartica Supernova. Gre za darilno kartico, ki jo lahko izkoristite v 16 Supernova centrih po vsej Sloveniji. No, prav tako jo dobite v e-obliki, lahko pa jo tudi personalizirate. Jaz sem prepričana, da si bo z njo tudi naša današnja nagrajenka Saša zagotovo izbrala nekaj čisto po svoji želji in okusu. Draga moja prelesna Suzuki Vitara, dej mi povej, kam zapeljala nas boš zdaj? Oprostite, ampak mislim, a bi bilo kaj tako čudnega, da bi tako fin avto tudi govoril? Jaz mislim, da ne, ampak se pa strinjam. Mogoče je bolje, da naša Suzuki Vitara še naprej skrbi za udobje pri vožnji in pa predvsem varnost. Mi pa bomo, tako kot naša akcija Prazničnih hvala veleva, razveseljevali tiste, ki so si v tem letu to najbolj zaslužili. Decembra je vsaka minuta še bolj dragocena in namesto, da čakate v vrsti, ta čas raje izkoristite recimo za to, da spečete vaše najljubše pecivo. No, paket pa prevzamite na enem od paketomatov Pošte Slovenije in to kadarkoli vi želite. Diskretno, popolnoma brezstično in varno. Praznični december je tudi tisti del leta, ko za štedilnik in pečico stopijo tudi tisti, ki sicer niso najbolj aktivni v kuhinji. Zato je prav, da vas spomnim, da vaše najljubše pecivo vsebuje tudi sveži in suhi kvas, včasih kislo testo in vse te izdelke dobite v odličnem podjetju Hvala. Sicer pa mi danes, naši medicinski sestri Saši, nosimo tudi poseben pekač za potico, tako da, slonček Hvala, tudi tebi en velik hvala. Tako, mi smo prispeli na naš cilj, z mano pa že gospa Mojca. Zelo sem vesela, da ste se v bistvu priključili naši akciji Prazničnih hvala. Vi ste bili tisti, ki ste predlagali medicinsko sestro Sašo in verjamem, da imate za to več kot odličen razlog, a ne? Ja, seveda. Jaz sem Saši hodim v to ordinacijo že več let. In ona res odlično obvlada svoj posel, je odlična tako v administraciji, nima praktično čakalnih vrst, pri njej ni, no, to lahko potrdijo tudi drugi pacienti. Vedno si hiter na vrsti, obvlada zadeve v živo. Tudi zdaj se je izkazalo, ker je bila korona, da nadaljavo to tudi vse obvlada, ni problem, dobiš takoj vse uredi, tudi napotence, sama ureja in tako naprej. Tako da sta zdravnico Danico res dream team. Moramo imeti tudi zdravnico, no, ker sta res obe odlične. Drugače pa Saša ni samo, bi rekla, medicinska sestra z veliko začetnico, ampak je tudi človek z veliko začetnico. Ona res tudi vidim, kako se pogovarja z starejšimi, z mlajšimi. Kljub temu, da ima obilico dela, ne vedno najde čas tudi med časom, ko dela, da se tudi pogovori s človekom, ga pogleda v oči, skratka, res mislim, želim si še, da bi bila med nami dolgo časa. Ja, jaz mislim, da po vsem tem, kar sem slišala, si naša Saša več kot zasluži prazničnih hvala. Tako da, draga ekipa, mislim, da nas čaka nekaj prijetnega dela. Ker, gremo. Gospa Mojca kliče medicinsko sestro Sašo, da pride dol, da ji mi prodamo vsa ta darila.
In jaz se res veselim najprej njenega izraza na obrazu, potem pa tudi tega veselja, ne, ki upam, da bo prisotno, glede na to, da smo res prinesli same čudovite strani. Lahko. No, očitno jo gremo kar fizično iskati, ampak glejte, to je pač terenska akcija in mi smo pripravljeni na vse. Dober dan, gospa Saša. Jaz sem Ajda, me veseli iz akcije Praznični hvala. Ja, kaj ne rečem, vaše delo je bilo več kot opaženo. Gospa Mojca je bila tista, ki je malo več povedala o tem, kaj vi vse počnete, predvsem pa kako to počnete z nasmehom na obrazu skozi celo leto, tudi takrat, ko je težko. In mislim, da je prav, da v tem prazničnem času tudi mi vam pokažemo malo pozornosti in vam izrečemo en velik praznični hvala. To je bilo res lepo presenečenje, nisem pričakovala, res hvala lepa gospa Mojca za tole presenečenje, res. Moram reči, da so pacienti zelo zadovoljni z mano, no. Tudi jaz z njimi zelo jih imam rada, ful so prijazni, nimamo konfliktnih situacij, tako da v takih razmerah je to še bolj pomemben, ker so vsi v bistvu malo smo bolj živčni, malo bolj, vsi smo pod stresom, ne, že zaradi tega covida pa vsega, no, tako da to je res tako, bom rekla, no, zelo hvaležno, no, od strani pacientov, no, tudi se sama vem, da sem tudi valjazna, ampak vseeno je še zmeraj tako pač iz strani pacientov, da tako razveš, da slišiš, da te takole presenetijo. Prvič v življenju, nisem še tega doživela. Bravo! Hvala tudi vam. Hvala. Pa je za nami še ena čudovita zgodba. Veste, kaj sem razmišljala? Ljudje smo ponavadi taki, da kadar nas nekaj moti, to takoj povemo. Kadar pa opazimo kakšno lepo stvar oziroma kadar nas kaj prijetno preseneti, smo pa večkrat kar tiho. No, naša akcija Praznični hvala je namenjena prav temu, da na glas povemo, komu vse smo hvaležni. In še eno čudovito zgodbo imam za vas. Več o tem čez nekaj dni. Vse veste kje. Novice Svet 24.